Antum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Zdravstveni dom Ljubljana je kot inštitucija, ki se ukvarja ne samo zdravstveno, temveč tudi raziskovalno, pedagoško in edukacijsko dejavnostjo, zavezan medijskemu delovanju, zlasti ozaveščanju ljudi o zdravem načinu življenja, samopomoči, razumevanju določenih bolezenskih znakov in načinu, kako lahko ukrepamo. Zato seveda mora imeti sodelavce in sodelavke, ki so medijske komunikacije zmožni in to zmorejo poleg svojih rednih delovnih obveznosti. Letos bomo tako prvič podelili tudi priznanja za doprinos k delovanju in ugledu zavoda na področju sodelovanja v medijih oziroma promocijo zdravja v javnosti. Rajko Vignjevič Pupovac iz službe za promocijo in odnose z javnostmi prosim, da se mi pridruži in pove, kdo so prejemniki na tem področju. V letošnjem letu smo posebej ponosni na 4 zaposlene, ki so dale poseben pečat naši medijski vključenosti. Najprej na oder vabim docentko, doktorico Neno Kopčavar-Guček. Nena Kopčavar-Guček je zdravnica družinske medicine, ki jo večinoma mediji kar sami poiščejo. Vedno je pripravljena za javnost pregovoriti o vsem, pa naj bo to zdravstvena težava, preventiva ali pa sistemska nepravilnost, nasilje ali položaj družinskega zdravnika. O čem vse je že govorila, bi bilo res odveč naštevati. Zdravstvenemu domu je vselej v pomoč tudi pri moderiranju in sodelovanju na okroglih mizah in različnih konferencah. Doktorica Nena Kopčavar-Guček, tole priznanje vam izročamo za letošnje leto in za vsa leta za nazaj. Hvala, da ste. Tudi z moje stari čestitke, najna velika zahvala, jaz vem, da gledam vse prisotke. Hvala lepa. Prosim, da se nam pridruži še Jožica Mesarič. Jožica Mesarič je starosta zdravstvene vzgoje. Je oseba, ki živi zdravje in to daje vedeti na vsakem koraku tudi medijem. Letos sta izjemno velik odziv dosegla dogodka povezana z delavnico Opuščanje kajenja z gospodom, ki mu je uspelo prenehati kaditi s pomočjo te delavnice. Jožica Mesarič je samostojnim angažiranjem novinarjem tudi že predstavila celovit pristop novega centra za krepitev zdravja, v prispevku je sodelovalo več kot 10 njenih sodelavcev. Zdravstveni dom Ljubljana predstavlja na najrazličnejših promocijskih, tudi športnih dogodkih. Draga Jožica, vaš doprinos je izjemen. Veliko sem rekla, da ste mi slabo vest naredili, da se bom pridružila, ampak to je za začetnike, vedeli, vi ste pa profesionalka. Hvala lepa. Evo Rajka. Zdaj vabim na oder Tejo Kosmač. Teja Kosmač s svojo strokovnostjo na preprost način prenaša znanje o preventivnih ukrepih, zgodnjem prepoznavanju simptomov ter načinih, kako lahko aktivno prispevamo k lastnemu zdravju. V letošnjem letu je gostovala v oddajah v živo, kjer je predstavljala različne delavnice Centra za krepitev zdravja. Izjemno uspešna je bila novinarska konferenca o delavnici Zdravo hujšanje, na kateri je spregovorila tudi izjemno zahvalna udeleženka delavnice. Poleg sodelovanja na vseh dogodkih, ki jih organiziramo, Teja Kosmač skupaj s sodelavko Karmen Seljak pripravlja zgodbe o Piki Nogavički, s čimer mladim in tudi starejšim na zanimiv način predstavlja zdrav način življenja. Teja Kosmač, lahko rečemo samo bravo. In hvala. Bravo in hvala za vse, kar ste naredili, in se vidite za vse naše stanje. Hvala. Hvala. Ne dvoma, da bo. Najbolj stopno. Ja, naprej.
Četrta prejemnica se je za nocoj opravičila, za izjemen medijski doprinos smo priznanje namenili tudi družinski zdravnici Evi Vodnik. Vse 4 prejemnice v okviru svojega medijskega delovanja podajajo vsebino za celotno Slovenijo. Njihove vsebine niso le informativne, ampak tudi navdihujoče. Vaše delo pušča trajen pečat našega zdravstvenega doma in prispeva ter ustvarja bolj zdravo in informirano skupnost. Prosim za še en aplavz. Tako, podelili smo priznanja za posebne dosežke za letošnje leto. Za konec bomo prisluhnili še eni glasbeni točki, nato pa nadaljevali druženje ob pogostitvi. Sara in Timotej nas bosta popeljala na življenjsko popotovanje, ki je včasih polno vzponov in padcev, pa vseeno navdihujoče in lepo. Lep večer še naprej in hvala za vašo pozornost.